Kakšne se vam zdaj zdijo, sicer je to že bilo dosti povedano, ampak kakšne se vam zdijo zdaj prioritete Slovenije za Evropsko unijo? Prioritete Slovenije so bile dogovorjene z institucijami Evropske unije. Gre za številne prioritete, tako recimo medgeneracijskega odnosa, potem vse tisto, kar je danes predstavil predsednik vlade, gospod Janez Janša, no med njimi sam osebno posebej poudarjam medkulturni dialog. To je tema, ki bo posebno pozornost posvetila tako vlada, kot tudi državni zbor, konkretno odbor za kulturo, šolstvo in šport, ki ga vodim, ki bo o tem organiziral srečanje, se pravi sorodnih odborov vseh parlamentov držav članic Evropske unije. Zdaj pa bi vas vprašal, danes razpravljate o prevzemu podjetij in o bančništvu in me zanima, kako mislite, da se bo razprava sedaj razvila v parlamentu? Kaj bodo nasprotne strani prinesle? To ne vem, čakajmo, kaj se bo zgodilo. Sam osebno sem vesel, da se je ta zakon pripravljal. Gre za kvaliteten zakon, ki bo onemogočil seveda tiste, včasih se je temu reklo, koristne malverzacije, dejansko pa način bogatenja posameznikov, ki imajo odlične zveze v nekdanjih strukturah, včasih se temu rekli Old Boys Network, danes se morda temu reče kako drugače, recimo kontinuiteta, ampak te zveze so izkoriščali zato, da so zastavili lastnino, preden so jo sploh kupili, in za tako zastavljeno lastnino, konkretno delnice podjetja, ki ga želijo kupiti, so potem že najeli kredit, za katerega so kupili te iste delnice. Temu bo nova zakonodaja naredila konec in mislim, da je skrajni čas, da smo prišli do teh rešitev. Boljš bi bilo, seveda, če bi se to doseglo že prej, vendar mislim, da je tudi ta trenutek kar pravi, glede na napovedi številnih tovrstnih prevzemov v naslednjih mesecih, ki jih bo ta oblika preprečila. Na ta način bodo stvari postale bolj transparentne, predvsem pa bo seveda lahko lastnino pridobil tisti, ki dobro gospodari, ne pa tisti, ki ima samo med starimi fanti kontinuitete dobre politične zveze iz minulih desetletij. Pri tem pa so se sicer pojavili očitki, da bo zakon neučinkovit, saj bo pač podjetnik najel kredit v tujini. Kako odgovarjate na take očitke? To pa čakam, da vidim, kako bo en naš podjetnik šel v tujo banko in bo rekel, veste, jaz bi pa pri vas najel kredit in zato bom zastavil delnice, ki jih še nisem kupil, ampak ki jih bom kupil za ta vaš kredit. Če bo tuja banka sprejela to vrstno tveganje, potem sam osebno glede tega nimam posebnih pomislekov. Ne verjamem pa, da bo to ravno tako zlahka šlo, kot si morda kdo predstavlja. Jaz sem prepričan, da v veliki večini tovrstnih primerov se bodo tuji, se pravi bančniki, nasmejali do solz in seveda takemu, recimo temu menedžerju, pokazali, ki je najbližji izhod iz tiste banke. Pa še mogoče malo lahkotnejše vprašanje za konec. Kaj si boste zaželeli za Božič oziroma novo leto? Zaželel bi si isto, kot želim tudi vam, ki pač oddajate ta medij in pa pri njem sodelujete, pa seveda vsem vašim gledalkam in gledalcem, poslušalkam in poslušalcem. To pa je miren in vesel Božič v krogu svoje družine. Čestitam vam ob dnevu samostojnosti in enotnosti in vam želim seveda sreče, zdravja, veselja in uspeha v novem letu 2008. Najlepša hvala. Hvala.